Dragi otroci, spet je tu samo za vas Prešernova pravljica za kratek čas. Škrat v kozarcu. Čevljar je šival čevlje, pa ga je zmeraj nekaj dražilo. Bolj, bolj, bolj! To ga je špikalo dan na dan, da se je jezil na ženo. Kaj me tako priganjaš? Vse zadosti delam, kolikor moram, se trudim. Jo, jaz sem bila na njivi, je rekla žena. Nič te nisem priganjala. Ne vem, kaj si slišal. Naslednjega dne pa ravno tako. Pa bi delal bolj, bolj, bolj! Spet je bil hud na ženo. Nehaj! Kaj me priganjaš, zadosti delam, kolikor moram, hitim. Popoldne je šel oprezat za njo in je videl, da je res šla na njivo. Vrnil se je v hišo, se usedel in spet šival. Kar zasliši. Pa bi delal bolj, bolj, bolj! Kdo me tako priganja? Je rekel. Ali si hudič ali kdo si? Jaz! Tu gori, na polici sem. Kje vendar? Notri v kozarcu zaprt. In je v kozarcu zagledal škrata. Ja, kaj pa delaš? Mar bi si drugačnega, boljšega dela poiskal? Kako si bom delo iskal, ko pa ne morem nikamor, je rekel škrat. Ko moram tu zaprt živeti. Poslušaj, je rekel čevljarju. Če me izpustiš, bom naredil, da ti ne bo manjkalo nobene reči več. Boš imel vsega zadosti. Kako si pa sploh prišel v ta kozarec? Ja, tvoja žena me je zaprla, je rekel škrat. Zdaj pa ven ne morem. Glej, če me izpustiš, bom šel na grad in jim ne bom dal miru. Veliko ljudi bo prišlo, da bi me spodili, pa me ne bodo mogli. Ne visoki, ne nizki. Potem pridi še ti. Tebe bom ubogal. Šel bom stran in grajski ti bodo dali lepo plačilo. Dobro. Čevljar je škrata res izpustil. Škrat je šel na grad in je tako nagajal, da niso imeli nobenega miru več. Prišlo je veliko učenih ljudi in tudi drugih, pa ga niso mogli ne ujeti, ne pregnati. Potem je prišel čevljar. Ko so ga zagledali, so rekli, revček ubogi, kaj pa ti hočeš? Smo mi bolj učeni, pa ga ne preženemo, ti ga bo še manj. Poskusil bom, je rekel čevljar. Če ga bom pregnal, bo dobro, če ga ne bom, bo pa vseeno dobro. Šel je v grad, poklical in res, škrat ga je poslušal. Glej, so se čudili. Še z nikomer se ni menil, s tem se pa. In škrat je odšel, čevljarju pa so dali lepo plačilo. Ko je škrat odhajal, je rekel. Zdaj grem na drugi grad, še tja pridi. Saj veš, kako sva se zmenila. Čevljar počaka, še malo počaka in se odpravi na drugi grad. Tudi tu so že dolgo izganjali škrata, pa ni bilo nič. Ko so zagledali čevljarja, so rekli, glej, berača, še z nami se škrat ne meni, s tabo se bo še manj. A so ga spustili noter in je bilo na hitro urejeno. Škrat je odšel in čevljarju so dali lepo plačilo.
Še na tretji grad sta šla, še enkrat sta naredila ravno tako in čevljar je bil poplačan čez in čez. Škrat pa je rekel: zdaj imaš vsega dovolj, glej, da ne boš več hodil za mano. Šel bom na četrti grad in z tega gradu me ne spravi noben več. In res, četrti grad je oblegal in nihče ga ni mogel pregnati. Gospodje obupani, gospe ravno tako, potem pa so se spomnili na čevljarja. Pridi ti, ki znaš, so rekli, z nami se noče meniti, samo razsaja na vse moči, da še spati ne moremo. Ne, je rekel čevljar, ne grem več, si ne upam. A gospodje so prosili in prosili in nazadnje je popustil. Odpravil se je na četrti grad. Škrat je stal na strehi in ga je že nadaleč zagledal. Ja, kam pa greš, je rekel, ko veš, da me ne boš pregnal. Saj sem ti rekel, da ne hodi več za mano. Saj te ne grem preganjati, je rekel čevljar. Le povedat ti grem, da prihaja moja žena s kozarcem in z veliko godbo in da te bo spet zaprla. Oj. Škrat se je prestrašil. Tako je skočil, da je podrl pol strehe. In potem ga ni videl noben več.